Živjo, spet jaz, Špela tukaj. Dobrodošli v moj najljubši prostor v stanovanju. To je moja sušilnica in hkrati previjalna postaja. Tukaj se v glavnem dogaja vse povezanega z higieno malčka in pa seveda z pranjem pleničk. Tudi midva z Črtom sva dolg 7 let dela na 40 kvadratih. Potem, ko sem se pa sem preselila, pa sva dobila tole, sem pa res presrečna, no. Se zavedam, koliko sem privilegirana, tako da ne bom s tem utrujena. Ampak danes sem se odločila posneti tale zelo zaželjen video in sicer moja pralna rutina, kako izgleda pranje pleničk. Res je čisto enostaven, tako da najbrž, da se kar lotimo. Zdaj jaz Kilijana tukaj pač previjem, potem pa pleničko pokakano, polulano, preprosto odvržem v tale koš. Zdaj upam, da dobim kmalu še eno vrečo za shranjevanje teh pleničk, da bojo mičkeno zaprte, ampak še zmeraj dihale medtem, ko čakajo na pranje. Tukaj imam v bistvu še dva koša. Ta prvi je za, jaz ne bi mogla vremena kazati. Ta prvi je za belo perilo, spodaj je za temno perilo in ponavadi tistega iz zgornjega koša peril pol perem skupaj z plenicami, še kakšne brisače. Midva nisva glih neki izbirčna, no, tudi Črt ima, njemu je vseeno tudi čez srajce. Zraven operem. Okay, zdaj smo se malo približali stroju pa plenicam. Zdaj tako, jaz tele pritiskače pustim kar pripete, nič ne spreminjam nekih nastavitev, ker ne vem, zakaj bi si dodatni del delala. Tudi, ko vržem plenico not v koš, ima še zmer vložke not, tako da jih pač vzamem ven in vržem v stroj. Tukaj le v stroj, tako, bomo takole probali. Okay. Se pravi, tele one pleničke, ki imajo tudi pripete vložke gor, imajo ponavadi spete, dam narazen in vržem not. Ni neke velike znanosti. Daj bi spiral tiste pleničke, ki so čez noč bile polulane, da se ne smrdijo, da materiali dlje časa ostanejo voljni in trpežni. Jaz se včasih spomnim, včasih ne, bom čisto iskrena. Tako. Zdaj jaz sem vam naredila uslugo, sem pokakanje že splahnila. Zdaj, ko jemo grobo hrano, je to kar treba, no, ker ni več tak tekoč, je kompakten kakec. Kakec izključno dojenega otroka se pa ne rab načeloma nič lahvati, lahko sam zabrišeš v stroj, ker je čisto vodotopen. Daš pred tem pač na cikl spiranja. Jaz sem vseeno, no, rajš kar na videu malo splahvala. Takole. Jaz perem na 2 dni. Se pravi, včeraj nisem, predvčerajšnjem sem prala in tokle se mi nekako nabere, skupaj z raznimi brisačkami, s katerimi smo ga kupali. Najne brisače, belo perilo na splošno oziroma svetlo. Tako da evo, to je to. Evo, tako bo boljš po mojem. Se pravi, izbrala bom program Baby. Avtomatsko mi bo naštimal na 60 stopinj Allergy, to sem si prebrala v navodilih, v bistvu pomeni, da bo dajal dodatno vodo. Zdaj, obrati so mičken premočni, to lahko škoduje pleničkam na dolgi rok, tako da bomo znižali na 800. Jaz bom dodala tudi predpranje. Okay. Vidimo, da bo 3 ure nekje pral. Zdaj bom dala prašek, jaz uporabljam tale Froš, nič od tega ni plačan ali pa sponzoriran. Froš, DM-ov bioprašek se tudi priporoča. In zdaj, jaz v tole posodico, ne vem, neka random posodica, ki sem jo dobila zraven enega drugega praška, dam nekje 3/4 posodice. Sem probala zmeriti, koliko to pride. Se pravi, okoli 90-100 mililitrov in pol v razmerju 70-30 dam v program za glavno pranje, dam 70 pa nekje 30 pa v predalček za predpranje. Pač večinski delež mora biti v tistem za glavno pranje. In to je v bistvu to, ne.
Zdaj, stroj je gorenje Sensoker, ne vem, če vam to kaj povedal, je mož takrat kupoval. Evo, tak, cikl bo trajal 3 ure, zdaj bom dala na pauzo, samo zato, da se bolj slišimo. In po končanem tem ciklu bom zalaufala še tale rins, mislim, da pride okoli 20 minut, se pravi, samo še dodatno splakovanje. Tako da to je v bistvu to, nič zahtevenega. Mogoče edino še to, kam spiram kakec. Mislila sem narediti mogoče cel video posvečen kakcu. Tukaj sam na hitro imate več možnosti, no, sploh potem na začetku, ko je še bolj tekoč kakec, ga lahko ali v bide, olijak konc koncev tudi. Jaz sem videla ene, ko tudi potunkajo nekako v WC školjko, potegnejo vodo in jim sama ta centrifuga spere. Zdaj seveda, če imate kakšne obešanke, one dišeče, jaz ne vem, no. To, ali pa pač samo z WC papirjem poberete pa v WC. Eni se poslužujejo linerjev, potem so tukaj linerji za enkratno uporabo, plenične predloge, mislim, da se reče. So tudi pralni linerji, jaz tih zaenkrat nimam, no, itak se tam malo tako pokaka, da je vse povsod. Si ne predstavljam, da bi kaj veliko z njimi odnesla, sploh ker bi itak hotela potem imeti pralne, tudi linerje, ne. Tako da to je to iz moje strani, res ni neke znanosti. Potem, ko so pleničke oprane, jih obesimo, sicer danes je mož še že zelo lepo vse zložil, kakor ste verjetno videli na Instagramu. Edino to tele, manj so še ostale, ker se pač dlje sušijo in vidite, jaz jih kar polagam. Vem, da nimate vsi toliko prostora, se zavedam, da sem privilegirana. Tole so res sanje vsake perice. Tako da, ja, to je vse za danes. Če vam je bil video všeč, dajte stisniti tu prst gor. Če imate kakšno vprašanje ali pa sem kaj pozabila, bi mi radi kaj povedali, mi napišite v komentar dol. Če pa mislite, da bo komu ta video prišel prav, da mi bo nasmejal konec koncev, ga pa dajte podeliti naprej. Lep pozdrav, pa se vidimo kmalu!